No pa se potopimo v tole. Si predstavljamo mesto, kjer se zabava in resničnost popolnoma prepletata, kjer vsakdanje življenje pravzaprav ni ločeno od čarobnosti nekega tematskega parka. Tale citat izvira resnično zadene bistvo. Ne gre za neko znanstveno fantastiko v prihodnosti, ampak za vizijo protopije. To je mesto, ki je hkrati dom in največja atrakcija na svetu. In tukaj je tista ključna razlika. Ne govorimo o utopiji, veste, kjer je vse popolno in se nikoli nič ne spremeni. Protopija je nekaj čisto drugega. Je kot živ organizem, ki priznava svoje napake in jih, kar je najbolj pomembno, uporablja kot priložnost za rast. Pa začnimo naš ogled kar na ulici, kjer se vsakdanje življenje spremeni v pravo interaktivno doživetje. To ni samo neka navadna nakupovalna cona. Predstavljamo si delujočo repliko glavne ulice iz Disneylanda, ampak s to razliko, da so dišeče pekarne in živahne trgovine resnične in odprte. Vsak dan. In tukaj se vsakdanja opravile spremenijo v doživetje. Ko na primer primemo izdelek s police, nam leče takoj prikažejo njegovo celotno zgodbo, od semena do police. Včasih pa sistem namenoma zataji. Tak glitch ni napaka, ampak je del zabave. Je opomin, da je celoten sistem živ in nepredvidljiv. Gremo naprej, da vidimo, kako se to nadaljuje. Avengers Campus, recimo, ni nek ločen park z stopnino. Ne, popolnoma je integriran v mestno tkivo. Tukaj se delo in igra resnično zlijeta. Inženirji v Stark Industries dejansko razvijajo tehnologijo, ki pomaga ljudem, hkrati pa je njihovo delovno mesto del javnega spektakla. In povsod so skrita presenečenja. Če stojimo na pravi točki, se nam v slušalkah samodejno predvarja glasba iz filma. Ta filozofija pa se ne konča na tleh, seli se tudi v višine. Naš ogled se zdaj seli navzgor. V protopiji namreč nebotičniki in predmestja niso le prostori za bivanje, ampak so samostojni, tematsko oblikovani svetovi. Strehe niso več pozabljeni sivi prostori. Na eni, kot vidimo tukaj, tečemo po interaktivni mreži iz filma Tron in za seboj puščamo svetlobno sled. Na drugi pa otroci nabirajo paradižnike, ki svetijo v temi, zahvaljujoč genetiki, ki so si jo sposodili od meduz. Poglejmo si tale kontrast. Na levi strani imamo klasično predmestje, kot ga pač poznamo, na desni pa novi Sydney, kjer je vsako okrožje zasnovano kot unikaten tematski park, in to brez avtomobilov. Predstavljamo si, da se fasada hiše obarva glede na naše počutje. Ali pa, da nam nakupe domov prinese rabotski kenguru. To so konkretni primeri, kako tehnologija služi tako estetiki kot funkcionalnosti v vsakdanjem življenju. Zdaj pa se poglobimo v vprašanje, zakaj vse to sploh deluje. Ne gre samo za tehnologijo, ampak za temeljno filozofijo, ki mesto omogoča, da diha in se razvija. In tukaj pridemo do samega jedra protopije. Nepopolnost je namreč vgrajena v sistem. Namesto da bi se napak bali, jih vidijo kot motor za napredek, kot priložnost za vključevanje skupnosti. Ta sistem omogoča, da vsak prebivalec postane sooblikovalec svojega okolja. Ko opazimo težavo, recimo zamašen odtok zaradi preveč razraslih rastlin, ne le prijavimo, ampak aktivno sodelujemo pri iskanju in, kar je ključno, implementaciji rešitve. In tukaj je odličen primer, kako to deluje v praksi. Skupina prebivalcev je opazila, da otroci nimajo primernega igrišča. Zbrali so protopijo točke in predlagali preureditev neizkoriščenega parkirišča. Danes je to ena najbolj priljubljenih točk v mestu. Ampak takšen živ sistem potrebuje tudi edinstven vir energije. Kaj torej poganja vse to? Odgovor je v mešanici tehnologije in estetike, ki jo vir imenuje protopunk. Protopunk ni eno ali drugo. Je najboljše iz obeh svetov. Združuje solarpunk idejo o trajnosti in sožitju z naravo, cyberpunk visokotehnološko, neonsko estetiko. Ta graf jasno kaže, kako ta fuzija deluje. Energija ne prihaja iz fosilnih goriv, temveč iz listov na drevesih, ki delujejo kot sončne celice, iz naših korakov na ulici in celo iz rastlin, ki ponoči svetijo in služijo kot ulična razsvetljava. In učinkovitost, ki jo prinaša ta protopunk pogon, je osupljiva. Ta številka, 90. Samo 90 sekund je potrebnih za potovanje čez celotno mesto z uporabo Hyperloop tramvaja. To popolnoma spreminja dojemanje mobilnosti.
Hyperloop pa seveda ni edina možnost. Mesto je zasnovano tako, da so zasebni avtomobili preprosto odveč. Namesto tega se prebivalci prevažajo z droni ali pa kolesarijajo 200 metrov nad tlemi po mostovih, ki povezujejo stolpnice. Ko tako zaključujemo naš ogled, pridemo do bistva. Protopija ni končen izdelek, ki ga je nekdo zasnoval. Ne, je nenehno razvijajoča se zgodba, ki jo vsak dan znova pišejo ljudje, ki v njej živijo. In za konec, tole provokativno vprašanje izvira. Protopija je polna skritih presenečenj, ki čakajo, da jih odkrijemo. Kar nas seveda spodbuja k razmisleku. Kje so skrita presenečenja v našem svetu in ali smo dovolj pozorni, da jih sploh opazimo?